Po vdoru policistov na Peršmanovo domačijo pri Železni Kapli smo pretreseni in zaskrbljeni. To, da na študentski kamp pride 30 specialcev s policijskimi psi, helikopterjem in droni zaradi suma upravnih prekrškov, vzbuja resen dvom v sorazmernost policijskega posredovanja. Vlada odločno podpira pozive koroških Slovencev zveznim in deželnim oblastem, da se temeljito preiščejo in pojasnijo okoliščine in seveda ozadja policijske akcije. Prav tako bo Slovenija izkoristila vse diplomatske kanale, da zahteva transparentne in jasne odgovore. Od Avstrije pričakujemo, da bo ravnala zrelo in v skladu z evropskimi demokratičnimi standardi. Če se potrdi, da je šlo za prekoračitev pooblastil in pretirano uporabo sile, pričakujemo ustrezne posledice za vse odgovorne. Že včeraj smo tudi v tesnem stiku s pripadniki slovenske manjšine na Koroškem. Dogodek je bil zanje izjemno travmatičen, ne le za organizatorje in udeležence tabora, temveč za celotno slovensko narodno skupnost. Peršmanova domačija je kraj, kjer so nacisti ob koncu druge svetovne vojne umorili 2 družini, med njimi 7 otrok. Tamkajšnji muzej in spomenik sta simbol upora koroških Slovencev proti nacizmu. In nedeljsko posredovanje je na najbolj boleč način odpira stare rane. Še posebej žalostno je, da se je ta incident zgodil ravno letos, ko obeležujemo 80. obletnico zmage nad nacizmom in fašizmom in 70. obletnico podpisa avstrijske državne pogodbe. Še vedno pa upamo, da bo letošnje jubilejno leto prineslo korak naprej pri uresničevanju določil avstrijske državne pogodbe in velika škoda bi bila, če takšni dogodki, kot je bil včerajšnji, zasenčijo skupna prizadevanja za naš skupen napredek. Malo optimizma sicer vzbuja številna sporočila solidarnosti, ki predstavnikom koroških Slovencev prihajajo od uglednih političnih in kulturnih osebnosti v Republiki Avstriji. Pričakujemo tudi, da se bosta do incidenta javno opredelila tako zvezni kancler kot koroški deželni glavar. V tem trenutku moramo demokrati v obeh državah pokazati skupno voljo in odločnost, da hočemo Evropo medsebojnega spoštovanja, ne obtoževanja in sovraštva. Evropo dialoga in ne Evropo policijskih racij.